Lep pozdrav vsem, ki spremljate YouTube kanal Društva za srečno življenje Belis. Vkolikor ga ne spremljate redno, vas povabimo, da se naročite na subscribe od spodaj. Sicer pa je to breaking news oziroma posebno sporočilo za javnost, sporočilo za aktualno politiko, predvsem za vse korona nadležneže in COVID zaslužkarje. Vsem sporočamo, Društvo za srečno življenje Belis s svojimi člani v Sloveniji, znotraj EU in v drugih državah sveta izvaja trajnostne rutinske vaje z namenom kakovostnega boja, z namenom omejevanja širjenja novega koronavirusa, ki povzroča COVID-19. Vsako oviranje aktivnosti Društva za srečno življenje Belis, ki je skladno s statutom društva, ali kakršnokoli oviranje aktivnih članov, ki se pravnomočno izkažejo kot člani društva, je prepovedano skladno z ustavno listino oziroma statutom društva Belis, ki je vezano na 16., 35., 39., 145. in 155. člen Ustave Republike Slovenije. Varstvo zaupanja v pravo zahteva prepoved v posegu pridobljene pravice. Nobene že pridobljene pravice po zakonu ni mogoče razveljaviti za nazaj. Pravna država mora spoštovati načelo zaupanja v pravo, pravno varnost in druga načela pravne države. Načelo zaupanja v pravo zahteva, da so posamezne odločitve, ki so zakonite in sprejete brez vnaprejšnjih pridržkov, ter po svoji naravi niso predhodnega značaja, stabilne. Pravo lahko uveljavlja svojo funkcijo urejanja družbenega življenja, če je v čim večji meri stalno in trajno. Tako pravo, kot tudi celotno ravnanje vseh državnih organov mora biti predvidljivo, ker to zahteva pravna varnost. Varnost državljanov je odvisna tudi od trajnosti aktov, s tem se uresničuje zaupanje državljanov v pravo in državo. Zakon, ki bi odvzel takšno pridobljeno pravico, bi jo sicer odvzel za naprej, to je torej od uveljavitve zakona dalje. Preklic veljavnosti posamičnih upravnih aktov, s katerimi je bila pridobljena že določena pravica, dejansko pomeni kršitev načela pravne varnosti in načela zaupanja v pravo. Pridobljeni pravni status državljana ali pravne osebe je torej pravica, pridobljena s posamičnim upravnim aktom in kot taka, če je pridobljena na ustavni in zakoniti podlagi, ne glede na stališče o tem, ali je status društva ali status pridruženega člana društva tudi človekove pravica, ki ji gre še posebno ustavno pravo, uživa varstvo pravne države. Ustava torej zavezuje državo, da na svojem ozemlju varuje človekove pravice in temeljne svoboščine, kot je določeno v 5. členu Ustave, in da zagotavlja sodno varstvo človekovih pravic in temeljnih svoboščin ter pravico do odprave posledic njihovih kršitev, kar zagotavlja 4. odstavek 15. člena Ustave. Iz enakih razlogov terja ustavna ureditev postopka, v katerem bodo lahko prizadete osebe zahtevale odpravo posledic neupravičenih kaznovanj oziroma odvzemov določenih pravic s koronskimi ali drugimi morebitnimi predpisi, ki bi v tako pridobljeno pravico posegali. Odločitev Ustavnega sodišča UI 121/97, uradni list 34/97 pravi: naknadna uvedba pravnega sredstva zoper pravnomočne odločbe dobesedno predstavlja poseg v načelo zaupanja v pravo in v načelo pravne varnosti, ki sta zagotovljeni z odločbo Ustave, da je Slovenija pravna država, kar je zagotovljeno v 2. členu Ustave. Ustava sicer dopušča odpravo, razveljavitev oziroma spremembo pravnomočnih odločb, če primere in postopek za odločanje o takih posegih določa zakon. To je določeno v 158. členu Ustave. Vendar pa je v povezavi z določbo 155. člena prepoved povratne veljave pravnih aktov in 2. člena tudi določbo 158. člena potrebno razlagati tako, da so posegi v pravnomočne odločbe praviloma dopustni le, ko zakon tak poseg vanje predvidi še pred izdajo pravnomočne odločbe. S tem obvestilom se od vas poslavljamo
v zavedanju, da morebitnih novih nesmiselnih ukrepov, ki bi morebiti prišli, s katerimi bi bile prikrajšane že pridobljene človekove pravice za nazaj, v nobenem primeru ne sprejemamo kot ultimativni dogovor, niti v primeru podpisa sporazume Slovenije s kriminalno svetovno organizacijo WHO. In vkolikor bodo rekli, da je njihov podpis veljaven, pomeni, da priznavajo pravo. V primeru, da priznavajo pravo, nikakor ne morejo zanikati dejstva vladavine prava. Zato, kot pravi 155. člen Ustave Republike Slovenije, pridobljene pravice ni mogoče razveljaviti za nazaj. Tudi z zakonom ne, če ta kakorkoli posega v že pridobljene pravice. Torej, ostanite zdravi, veseli in kmalu se ponovno slišimo. Ne pozabite se naročiti na naš YouTube kanal tu spodaj in kliknite subscribe. Imejte se lepo, ostanite zdravi in veseli in se kmalu vidimo. Lep pozdrav!